Zdravje je dragoceno. Vsi to vemo, pa vendar se nam velikokrat zgodi, da premalo naredimo zanj. Z nizom epizod vas bomo popeljali skozi 8 načel celostnega zdravja, željo, da bi bili čili in zdravi. Danes bomo govorili o zdravem prehranjevanju, o čemer bo spregovorila Marija Hari Novinšek, doktor stomatologije z dolgoletnimi izkušnjami na področju svetovanja in izvajanja delavnic za pripravo hrane. Lepo pozdravljeni! Danes bomo govorili o praktičnih nasvetih o prehrani za zdravje. Pogosto si zastavimo vprašanje, katera prehrana ima zdrav vpliv na naše telo in kateri so principi zdrave, uravnotežene prehrane. Navodila so povsem preprosta. Uravnotežena prehrana je tista, ki temelji pretežno na nerafiniranih rastlinskih živilih. Takšna prehrana prispeva k naši učinkovitosti, ščiti nas pred težkimi degenerativnimi boleznimi in omogoča daljše življenje ter zmanjša tveganje starostne invalidnosti. Katera so ta rastlinska živila? Različna polnozrnata žita in izdelki iz njih, sadje, zelenjava, stročnice, oreški in semena. S tem dobimo bogastvo hranil, mikrohranil, zaščitnih snovi, vlaknin in ostalih koristnih snovi. Kaj je pomembno pri načrtovanju vsakodnevnih obrokov? Različnost vrst nerafiniranih živil naj bi bila vsak dan prisotna pri našem načrtovanju jedilnikov. Prebava bo boljša, če ne bomo pri enem obroku uporabili veliko vrst živil. Druge pomembne stvari pri načrtovanju obrokov so še podnebje, letni čas, starost, poklic, življenjske razmere. Manj kalorij potrebujemo, ko je zunaj vroče. Starejše osebe potrebujejo manj kalorično hrano, vendar se njena kvaliteta ne sme spremeniti. Več kalorij potrebujejo fizični delavci, otroci, nosečnice, doječe matere, seveda glede na njihove potrebe. Zelo pomemben dejavnik je, ali imamo katero od bolezni, ki prepoveduje ali omejuje določena živila, prisotnost alergije ali intolerance na določeno živilo ali skupino živil. Tudi ekonomsko stanje in razpoložljivost živil sta za mnoge pomembna dejavnika pri izbiri hrane. V omenjeni situaciji bi morali modro izbrati čim širšo paleto kar najbolj hranljivih živil. Zbrali smo živila, sedaj pa se vprašamo, kako načrtovati obroke. Zdrava prehrana po vsem svetu temelji na nerafiniranih žitih z dodatkom sadja in zelenjave ter manjši količini hranilno bogatih beljakovinskih živil, kot so stročnice, oreščki in semena, mlečni izdelki in jajca. Ta živila pripravimo na preprost način, brez nepotrebnega rafiniranega sladkorja in drugih praznih kalorij. Pazljivo dodamo zdrave maščobe v količini, ki ustreže družinskim članom. Uporabimo začimbe, ki bodo izboljšale okus hrane, a ne takšne, ki bi škodovale zdravju. Pravilno se moramo odločiti, kdaj je čas za obrok. Čas za obrok je zelo pomemben, saj prebavni sistem dobro deluje, če je čas načrtovan. Povprečno traja 4 ure, da se obrok prebavi v želodcu. Če med enim in drugim obrokom vsaj 5 ur, ima prebavni sistem čas, da počiva in okreva. Idealno je, da je večerni obrok lahek in je vsaj nekaj ur pred spanjem. Če imamo pozno kosilo zaradi službe, to združimo z večerjo in kosilo. To bo pripomoglo k odličnemu spanju in še dobremu apetitu pri zajtrku. Zajtrk naj bo eden najpomembnejših obrokov dneva. Načrtujmo, kaj bomo izbrali. Marsikaj si lahko pripravimo dan poprej. Izberemo lahko različne vrste žitnih izdelkov, kosmičev, razne žitne kaše, kot je prosena, kruh iz polnozrnatih žit, polento. Uporabimo razne vrste mleka, smutije, kompote brez dodanega sladkorja, jogurte. Namaz naredimo iz stročnic, oreščkov ali semen, avokada, svežega ali suhega sadja. Zraven postrežemo sveže ali kuhano zelenjavo ali sadje. Postrežemo lahko tudi enolončnico, juho, narastek. Izbiramo med slanim in sladkim zajtrkom. Za kosilo, ki je drugi pomemben obrok dneva, vam bom podala nekaj predlogov. Juhe, enolončnice, kuhana ali pečena zelenjava, polnozrnate testenine z omako, narastki. Marsikaj si lahko skuhamo v večji količini in nato zamrznemo. Večerja naj bo, kot sem že omenila, lahka, da se hrana, ki jo zaužijete zvečer, ne shrani kot telesna maščoba. Predlogi: zelenjavne juhe, sadne ali zelenjavne solate s kruhom, sadje, ki nam zvečer ne dela težav, prebavila naj ponoči počivajo in se obnavljajo. V času obroka ne pijmo velike količine tekočine, saj to razreči prebavne sokove in se prebava podaljša.
Če že želite kateri obrok izpustiti zaradi ohranitve telesne teže, naj to ne bo zajtrk, ampak večerja. Hranilen zajtrk vam bo dal dovolj energije in prepotrebni snovi, da boste lahko delali, se učili, premagovali stres tokom dneva. Pred obrokom se malo umirimo in se zahvalimo Bogu za čudovit, okusen in raznobaren obrok ter začnemo jesti in uživati v hrani. Kaj pa če jemo v službi, v restavraciji ali kje drugje? Še vedno se lahko odločamo za zdrav obrok. Izogibajmo se hrane bogate s sladkorjem, učimo se jesti manj mastno hrano, čeprav nam morda ni tako okusna, ne izogibajmo se zelenjave v obliki solat ali prilog, prazne kalorije so vabljive, dolgoročno pa prinesajo bolezen. Postavi se nam pomembno vprašanje, zakaj nerafinirana rastlinska živila? Obstajajo tehni razlogi, ta živila namreč vsebujejo vlaknine, ki so pomembne za pravilno delovanje telesa, bolj kot je živilo nerafinirano, več vlaknin ima. Fitokemikalije, ki so zaščita pred kroničnimi degenerativnimi boleznimi in imajo zdravilne lastnosti. Najdemo jih v raznobarvnih rastlinskih živilih, ki so nam na razpolago skozi vse leto. Rastlinska živila nimajo holesterola in vsebujejo v glavnem dobre maščobe. Vsebuje številne minerale in vitamine. Ko razmišljamo in se odločamo o zdravi in uravnoteženi prehrani kot zaščiti pred kroničnimi degenerativnimi boleznimi, se morda izgovarjamo na podedovane gene. Toda vedimo, geni naložijo pištolo, način življenja, kamor spada tudi prehrana, pa potegne sprožilec. To, kar sem vam predstavila, so idealni cilji. Če zaradi službe, družinskih obveznosti, nestrinjanja družine ali katerega koli drugega dejavnika ne morete doseči tega standarda, naredite vse, kar lahko. Sprememba prehrane ali načina življenja je progresivna. Naredite vsak dan mali korak k izboljšavi in presenečeni boste nad pozitivnimi spremembami na področju zdravja. Pa dober tek! Verjamem, da ste slišali veliko koristnih informacij. Še več nasvetov, pa tudi recepte za pripravo zdrave hrane najdete v brezplačni reviji Čili in zdravi, ki jo lahko naročite na naslovu, ki je izpisan na ekranu. Prav tako vas vabimo, da obiščete tudi našo Facebook stran Čili in zdravi. Do naslednjič vas prisrčno pozdravljam. Revija Koraki do zdravja vam omogoča, da se spoznate z 8 skrivnostmi za dolgo, zdravo in kvalitetno življenje. Predstavljenih 8 načel temelji na raziskavah sodobne znanosti, ki nas spomnijo na preproste korake pri zagotavljanju boljšega počutja. Naročite svoj brezplačni izvod še danes.